To ni navaden trening. Izboljšaj reakcije, tehniko in dvigni samozavest. Manj razmišljanja, samo prave odločitve. Soccerbot 360. Edini v Sloveniji. Si za igro? Multisport Arena Rogoza. Več kot trening. Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo Soccerbot 360 magazina Pod prečko. V 31. krogu Prve lige Telemach smo ukronali prvaka za sezono 2025-26. Tokrat se bosta z golgeter izzivom Pod prečko srečala Čedomir Bumbič iz Maribora in Luka Turudija iz Mure. V rubriki 10 brez vara bosta Olimpijo predstavila Dino Kojić in Marko Ristić. Ona za med sabo. V Celju pa se bomo družili še z Anžetom Džumhurjem, analitikom Grofov. Rekel bi prav lansko leto priprava na četrtfinalne konferenčne lige. NK Celje je v 31. krogu Prve lige Telemach na Fazaneriji potrdil tretji državni naslov v klubski zgodovini. Grofje so bili praktično vso sezono na vrhu lestvice in svojo premoč potrdili z enim izmed najhitrejših slavij v zgodovini slovenske lige. Celjsko pot do naslova je zaznamovalo več pomembnih dogodkov. V jesenskem delu je ekipa blestela pod taktirko Alberta Riere, medtem ko je Franko Kovačević gole dosegel kot za šalo. V spomladanskem delu se je Riera preselil k nemškemu Eintrachtu, poslovil se je tudi Kovačević, Grofe pa je ukrepil povratnik Svit Sešlar, medtem ko sta se po poškodbah v ključnem delu vrnila Armanda Skučis in Žan Kerničnik. Prav po Rierovem odhodu je ekipa zapadla v manjšo rezultatsko krizo, vendar se je iz nje pobrala tudi zaradi pravočasne reakcije klubskega vodstva in na koncu kakovostnega dela trenerja Vitorja Kampeloša. Ob tem velja izpostaviti še vnovično uvrstitev v osmino finala konferenčne lige, zato velja NK Celje iskrene čestitke za izjemno sezono in veliko uspeha pri novih podvigih tudi v prihodnje. First of all, I would like to say congratulations to the players that were here from the start of the season and are not here with us. Also to Mr. Riera and to Mr. Ivan, because they made part of this long trip. From the first day, they trust us, they believe on us. I just can speak about our work together, and I'm very satisfied for what they did, because as I said, we gave them one idea, but the stars are always the players. Ja, res nekaj neverjetnega. Ni samo prejšnja sezona, da sem izpadel. Zgodilo se meni marsikaj tega v karieri in potem pride ta klic, res neverjetno. Težko opisati. Res, kot ste rekli, da bi mi nekdo rekel, da bom bil prvak s Celjem, da bom sploh šel v Celje, bi mu rekel, da ni normalno. Baš sam ja osobno uživao i mislim da smo svi mi skupa u slačionici. Bili smo stvarno kao obitelj, odnosno jesmo kao obitelj i svaki dan uživamo, pomažemo jedan drugom i za mene je to još veća stvar nego ovaj naslov, ali kad dobiješ nagradu za sav trud i sve ono što mi jesmo ove godine, naravno da je lijepo.
Z Maksijem sva odšla v soncem obsijani Ljudski vrt, z nami bo v Goalgetter izzivu pod prečko Čedomir Bumbič. Dva igralca sta na lestvici 100-odstotna, to sta Haris Vučkič in pa Sandi Nuhanović. Če želite biti kot ona dva, hitro skok v Goalgetter trgovine po vsej Sloveniji, mi pa preverimo, kako se bo z našim izzivom pomeril Čedomir Bumbič. Izziv Goalgetter pod prečko, tokrat v Ljudskem vrtu. Čedomir Bumbič je ob meni. Čedo. Pozdrav. Odlična forma v spomladanskem delu dobre igre. Jeste, top. Uhvatili smo neku odličnu formu i ja isto. Drago mi što sam dao prvi gol, pogotovo kući i nadam se da ćemo nastaviti tako dalje. Leva noga je pripravljena na izziv. Jeste, nadam se. Ajde, svo sreća. Hvala puno. Maksi je padel. Izvini, malo možda pojako. Bravo. Čedomir, ni tako enostavno, ni tako lahko. Ne, nije. Distanca je daleka, a čuna mi malo pomalen, tako da okej je. Ampak dobro, malo za šalo, malo za res, bo pa na tekmi šla kakšno v gol. Tako je, ako Bog da. Evo še eno darilo od našega sponzorja. Hvala puno. Hvala ti za tvoj čas in vso Hvala srečo. vama. Hvala. Izziv Goalgetter pod prečko, tokrat v Murski Soboti na pomožnem igrišču na Fazaneriji. Luka Turudija bo v naši družbi. Luka, zelo zahtevna naloga te čaka. Naš Maksi prečko v golu, višina nekje okrog vašega kapetana, Nina Kautra. Zadeti ga moraš brez, da se žoga odbije od tal, torej po zraku. Haris Vučkič in Sandi Nuhanović pa sta 100-odstotna, tako da če želiš priti v neko borbo za nagrado, na koncu moraš zadeti vse. Bomo se potrudili, pa bomo videli, kaj bo, ne. Vso sreča. Hvala. Z Maksijem na prekmurskih ravnicah na Fazaneriji, Goalgetter izziv pod prečko. Vi seveda vabljeni v vse trgovine Goalgetterja po celotni Sloveniji. Preverimo pa, kako bo šlo Luki Turudiji. Uti, mamo. Mogo sem. Na polno. Polna, takoj. Ubil si ga. Pazi, veš, nima zdravstvenega zavarovanja. Dobro, bom malo pazil. Lahko, normalno se. Ja, ti kar. Luka, začel si zelo pogumno, zelo natančno, potem pa malo zmanjkalo. Preveč sem porabil moči, pri prvih dveh strelih, pa pol nisem več moči. Tu pridejo do neke izkušnje, pridejo tu, ne, do izraza. Zgleda, počas bomo, vsak challenge pa bomo videli, kaj bo. Ocena izziva, zahtevno, ni zahtevno? Pa zelo lažje, kakor je, ampak težko je. Luka, hvala za tvoj čas. Hvala vam. In srečno v preostanku sezone. Se vidimo. Čedomir Bumbič in Luka Turudija sta v Goalgetter izzivu pod prečko vpisala po 5 točk. Na vrhu tako ostajata Haris Vučkič in Sandi Nuhanović. V nadaljevanju obiskali bomo še Olimpijo in Celje. Kdo je največji šaljivec v vaši ekipi? Vidošek. Resić. Kdo največkrat zamudi na trening?
Urbanč, ja. Kateri soigralec bi bil najboljši trener? Pedro Luks. Ja. Če ne bi bila nogometaša, kaj bi počela? Influencer bi bil on 100%. On bi full volt. Kdo v ekipi ima najboljši glasbeni okus? Ašimović. Motika 100%. Kdo preživi največ časa v garderobi? Ristić. Ne, Blanko. Kad si štima frizuro 100%. Kakšen je vajin skriti talent? Koji zna ful lepo plesati, mislim. On pa pet. Če bi šla celotna ekipa na dopust, kdo bi bil organizator? Ne, Vidoš. Vidoš. 100%. Vse organizira. Kdo najslabše sprejme poraz pri videoigrah ali kartah? To ne vem, presežem. Mi tako skozi zmagujemo. Ja. Ne vem, res ne vem. Čakaj, treba enega dati. Ne, Urbančič pa Brest. Da snata med sabo. Ja. Opišita drug drugega s 3 besedami. Lep, mlad in simpatičen. Smešen. Kaj vam še rekel? Kaj sem? Gledaš me vsak dan, človek. Kaj sem? Smešen, lep, pa hmal oči. To so 4 besede. Boli, nek tazga. V Celju nas je pred tekmo prve lige Telemach gostil Anže Džunkor, analitik v članski ekipi Grofov, ki je predstavil svoje delo. Vlogo analitika v članski ekipi opravlja od začetka leta 2022, v te vode pa se je podal predvsem zaradi ljubezni do nogometa. Od nekdaj me zanima v bistvu globje razumevanje nogometne igre in tu je analitika zelo prav pride. V bistvu sicer je področje trenerstva in analitike zelo povezano, ker mislim, da vsak dober trener mora imeti tudi dosti analitičnega znanja, predvsem z vidika razumevanja igre, principov v igri in podobno. Ok, pri analitiki pride še tu nekaj računalniškega znanja zraven, ampak ja, mislim, zanimalo me je malo več, malo bolj podrobno, malo globje v nogometu, kako se nekatere stvari obnašajo in se iz teorije prenašajo v prakso, skozi neke knjige potem v prakso in tu pa pride analitika do izraza. Kaj so glavne zadolžitve analitika v članski ekipi? Skrbiš za suport trenerju oziroma trenerskemu štabu z na eni strani analizami nasprotnika, individualnimi analizami z svojimi igralci, potem tudi lastnimi analizami ekipe in v bistvu vse, kar je povezano z, ali je to z video vsebinami, ali je to z statističnimi vsebinami, ki jih v bistvu nek strokovni štab potrebuje za nemoteno delo iz dneva v dan. Pri svojem delu si močno pomaga s tehnologijo. Kakšna oprema je pravzaprav potrebna, da lahko kot analitik dobro opravi vse zadolžitve? Osnova za delo analitika so seveda računalnik in pa kamere. To meni iz vidika kamer so tu, mi uporabljamo dve kameri, ki v bistvu sami snemata, to meni, da ne rabita upravljavca. Potem tudi uporabljam dron, predvsem med treningi, predvsem med pripravljalnim obdobjem. Potem pa seveda računalnik, iPad,
ki pač služijo za, da se te vsebine, ki se posnamejo, da se obdelajo, analizirajo, da se potem z njimi nekaj ustvarja, ali da to skozi prezentacije, skozi animacije in se potem posreduje naprej drugim članom trenerskega štaba. Vsekakor so delovni dnevi različni. Kakšna pa je razlika med dnevom, ko je na sporedu trening in ko je na sporedu tekma? V času treninga si prisoten na treningu, si v bistvu suport na igrišču, ponavadi pred treningom se dela neka analiza ali nasprotnika ali zadnje tekme, če govorimo, da je to trening po tekmi oziroma v sledečih dneh. Potem pa vedno bolj, ko se bliža naslednja tekma, je fokus na nasprotniku, na pridobivanju informacij v nasprotniku. Analiza je verjetno že prej pripravljena, ampak se te detajli iz analize oziroma ključni dejavniki posredujejo najprej trenerjem, potem igralcem. Na dan tekme pa v bistvu gre vse bolj v živo, pred tekmo, tako je na primer zdaj, analiza njihove postave, kdo kaj igra, ali je vse to, kar smo pričakovali, na kar smo opozarjali skozi teden. Potem pa skozi tekmo samo, rečemo tako, tagiranje v živo, spremljanje tekme, spremljanje nekih vzorcev nasprotnika, naše ekipe, kje so neke možnosti za izboljšavo med tekmo in potem posredovanje teh informacij iz tribune na klop. Analitiki so v svetovnem nogometu prisotni že kar nekaj časa. V zadnjem obdobju se je ta vloga močno razvila tudi v Sloveniji. Na kakšnem nivoju pa je trenutno analitika v naši državi? Je na boljšem nivoju, kot je bila mogoče 5 let nazaj, ko sem jaz s tem začel, to sigurno, zato ker se klubi skozi neke izkušnje, skozi seveda različna vlaganja vedno bolj približujemo evropskemu nivoju. Smo pa predvsem po številu ljudi, po uporabi tehnologije še vedno kar nekaj let, če lahko tako rečem, za nekim resnim evropskim nogometom. Za konec je Anže razkril še, na kaj je v dosedanji karieri analitika najbolj ponosen. Rekel bi prav lansko leto priprava na četrtfinalne konferenčne lige, kjer pač najbolj sodeloval, oziroma je moja ideja prišla najbolj do izraza z uvedbo te neke lažne devetke, ker enostavno ekipa, ki smo imela, ni imela prave špice in smo se prilagodili na kader, ki jo imamo. Jaz sem tudi glede na način igre nasprotnika, v tem primeru Fiorentine, videl, da bi bila ta ideja za nas najbolj praktična oziroma da bi z njo lahko nasprotniku povzročal največ težav. In ja, tu je prišla potem kvaliteta naših igralcev, po moji analizi, ampak potem vse je skupaj s sestavo trener Jera dal te moje ideji nek širši pomen in vse skupaj pa na koncu zelo dobro delovalo na obeh tekmah na igrišču, kjer smo pokazali, da se lahko tudi mi kot nek mali klub iz Slovenije kosamo s takim velikanom, kot je na primer Fiorentina. Anže, hvala, čestitke za državni naslov Celja v tej sezoni in vso srečo v nadaljevanju kariere. To je za tokrat vse. Hvala vam za vašo pozornost. Uživajte v prenosih prve lige Telemach na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.